Pozdravljeni, čas hitro beži in ravno kar smo vstopili v zadnje četrtletje tega leta. V preteklem četrtletju dogajanje na kapitalskih trgih lahko opišemo kot toplo-hladno. V prvi polovici, vse do sredine avgusta, smo doživeli močan odboj navzgor, potem pa so ob odločitvi centralnih bank, da zvišajo obrestne mere več, kot je bilo pričakovano trgi, zašli v negativen trend, ki je trajal vse do konca četrtletja. Tako smo četrtletje zaključili na izhodišču in so zašli v medvedji trend, ki je prvi po letu 2008. Vprašanje, ki se vsem poraja, je, ali je tokrat drugače kot v preteklosti. Razlog za začetek trenda je drugačen, rezultat pa na las podoben. Ker smo s protikoronskimi ukrepi reševali potencialne apokaliptične gospodarske scenarije, je prekomerna likvidnost povzročila nadpovprečno gospodarsko rast v letu 2021. Visoka likvidnost, prekinjene dobavne verige in neenakomerno povpraševanje med dobrinami in storitvami je povzročilo manjko delovne sile in pritisk po višjih plačah. Vse skupaj je rezultiralo v visoki inflaciji, ki je nenadno porasla, olje na ogenj pa je prilila še kriza v Ukrajini in težave z dobavo energentov. Centralnim bankam ni preostalo nič drugega, kot da se odzovejo s hitrim dvigovanjem obrestnih mer, kar bi v naslednjem letu potencialno lahko pripeljalo do gospodarske recesije. A ni vse tako črno. Medvedji trend traja že 9 mesecev in potencialna recesija je že vračunana v cenah delniških indeksov. Od leta 1970 naprej smo bili priča 5 recesijam in vsakič, ko so delniški trgi, potem ko so izgubili najmanj 20% svoje vrednosti, v naslednjih 10 letih beležili nadpovprečno donosnost. Tako da za konec povzemam citat Warrena Buffetta, ki pravi, ko je na trgu prisoten vsesplošen strah, je pravi trenutek, da postanemo pohlepni. S to mislijo vam želim miren in predvsem uspešen preostanek leta.